Vitamin D je bistven za razvoj okostja pri otrocih in mladostnikih ter za ohranjanje zdravih kosti pri odraslih. Prav tako uravnava kalcij v krvi in pomaga pri njegovi presnovi v telesu. Omogoča pa tudi absorpcijo kalcija iz hrane v kri ter njegov prenos v kosti. Pozimi nam D-vitamin pomaga, da smo odporni na okužbe. Druge ogrožene skupine, ki pa so ogrožene večino leta, so oskrbovanci DSO in drugi odrasli, ki pretežno bivajo v zaprtih prostorih, potem nosečnice, bolniki z debelostjo, ti imajo večje potrebe po vitaminu D, potem pa bolniki po bariatričnem kirurškem posegu z malabsorpcijskim sindromom in nova ogrožena skupina so tudi najstniki, ker preveč gledajo v zaslone in so premalo zunaj. Študija Inštituta za nutricionistiko je pokazala, da je imelo 84% starostnikov hudo pomanjkanje vitamina D, torej praktično 4/5. Da takrat kosti bolijo, mišice bolijo in pojavi se mišična slabost. Ne morejo hoditi po stopnicah, potem ne morejo več vstajati s stola in potem obležijo. In pojavijo se ti zlomi. Razlagami so to, da so stari, da so bolni in so pač obležali in dostikrat je lahko vzrok hudo, dolgotrajno pomanjkanje vitamina D. Takih bolnikov smo imeli že veliko. Pri blagem pomanjkanju vitamina D se lahko pojavijo utrujenost, bolečine v mišicah in določene bolezni. Pri hudem pomanjkanju pa se pojavijo specifični znaki, kot so bolečine v mišicah in mišična oslabelost, na primer težave pri vstajanju s sedeža ali hoji po stopnicah. Pri starejših lahko te znake napačno pripisujemo staranju ali krhkosti. Ni pa rečeno, da so veliki odmerki koristni, lahko so škodljivi. Vitamin D ni čudežno zdravilo, nekdo, ki ima optimalne ravni, če bo še naprej jemal vitamin D v večjih količinah, ne bo nič boljše, bolj zdrav in boljše živel. Študija Inštituta za nutricionistiko je pokazala, da je pozimi med Slovenci pogosto pomanjkanje vitamina D. Nobena ženska, stara med 18 in 65 let, ni imela optimalne ravni tega vitamina v krvi. Pomanjkanje je bilo zabeleženo pri več kot 80% prebivalcev, pri polovici pa je bilo pomanjkanje hudo. Dolgotrajno hudo pomanjkanje lahko vodi v osteomalacijo. Ugotovitve te raziskave so podobne stanju v drugih državah, kjer hrana ni bogata z vitaminom D in kjer telo pozimi ne more tvoriti vitamina D naravno, saj sončno sevanje v tem obdobju ne vsebuje dovolj žarkov UVB. Razlog za to hudo pomanjkanje vitamina D pozimi je, da preprosto v našem geografskem okolju moč sončne svetlobe ni dovoljšna, da bi omogočala biosintezo vitamina D v našem telesu in smo popolnoma odvisni od v telo vnešenega vitamina D s hrano in pa različnimi dopolnili oziroma zdravili. Ugotovili smo, da je prehranski vnos, torej da je vnos vitamina D z običajnimi živili le približno 3 mikrograme dnevno, kar je približno 10-krat manj, kot bi ga potrebovali. In to je v resnici potem glavni razlog, da s samo prehrano preprosto ne moremo dobiti dovolj vitamina D. Pomembno je, da poskrbimo za zadosten vnos vitamina D. Največ ga zagotovimo z primernim izpostavljanjem soncu, seveda to poleti, nekaj ga lahko vnesemo tudi s hrano, z mastnimi ribami, jajci, ampak od jeseni do zgodnje pomladi pa je potrebno pomagati zadostiti zadosten vnos tudi s prehranskimi dopolnili ali zdravili, pozorni pa moramo biti na priporočeno dnevno količino. Optimalne količine vitamina D so ključne za krepitev prirojene imunosti, zmanjšanje pretiranega imunskega odziva ter preprečevanje razvoja avtoimunskih bolezni,
kot so denimo multipla skleroza, astma, kronično vnetje črevesja in bolezni ščitnice.